Danes je Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor na povabilo družbe GEN gost v njihovem informacijsko-izobraževalnem središču. V nadaljevanju si bomo ogledali tudi nuklearno elektrarno Krško in pa gradbišče odlagališča za nizko in srednje radioaktivne odpadke v Krškem. Vesela sem tega povabila, kajti naš obisk bo zagotovo imel vpliv na naše še bolj kvalitetno delo, kar v naš odbor seveda sodi pristojnost za obravnavanje tem, ki se odvijajo na področju energetike. Še kako se zavedamo, da je za Slovenijo in za njeno bodočo oskrbo z elektriko, predvsem tu ciljam na samooskrbo, ker ta je zelo pomembna, da bomo lahko v Sloveniji uspešno gospodarili in da bodo imeli gospodinjci vedno na voljo elektriko in po cenah, ki bodo konkurenčne oziroma celo nižje. Mi vidimo pot razogljičenja v smeri obnovljivih virov in jedrske energije, in ker je del tega načrta osrednji graditi tudi projekt JEK2, smo našim gostom danes predstavili stanje na tem projektu in tudi vse vidike okrog projekta JEK2. Projekt JEK2 je v fazi, ko pripravljamo vse potrebno za oddajo vloge za DPN, to pomeni, da se bo v letošnjem letu začelo umeščanje v prostor. Vodimo intenziven dialog z 3 potencialnimi dobavitelji, od njih smo dobili osnovne indikativne informacije. Trenutno se zaključuje vrsta analiz, ki definirajo specifiko lokacije in zdaj se bodo s temi dobavitelji nadaljeval ta dialog, da bodo te specifike upoštevali pri svojih rešitvah in pri svojih ponudbah. Dodatno potekajo ekonomske analize in tudi analize različnih poslovnih modelov, na kakšen način zapreti finančno konstrukcijo. Hkrati je tudi izjemno pomembno izpostaviti, da v lanskem letu se je naredilo pomemben korak ali pa premik naprej z gledišča podpore same države in vlade ali pa vključenosti v sam projekt. Bil je imenovan državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, oblikovana je bila delovna skupina, ta že redno deluje, tudi se že znotraj pripravlja tudi ta proces umeščanja, pripravlja na proces umeščanja v prostor. Bila je v javni obravnavi resolucija o miroljubni rabi jedrske energije, ta je izjemno pomemben dokument z gledišča principielne odločitve, da v Sloveniji želimo nadaljevati oziroma želimo in sprejemamo tovrstno tehnologijo v našem okolju. Vse te stvari so izjemno pomembne in dajo eno pomemben zagon temu projektu, da bomo z samim procesom priprave na projekt intenzivno nadaljevali. V zvezi s tem spremljamo praktično že več kot 10 let javno mnenje. To javno mnenje je sploh v zadnjih 3 letih v porastu. Razlog je tu definitivno, jaz jih vidim predvsem 2. En je, da razlog v energetski krizi in zavedanju potrebe po samooskrbi, ki je potem dvignila to zavedanje tudi pri ljudeh. Druga stvar pa, da tudi je s tem povezano tudi velik debat o prehodu v razogljičenje, o zelenem prehodu in s tem posledično tudi raste zavedanje o pomenu jedrske energije. Demistificirajo se razni miti, se pravi, ljudje vedno bolj razumejo in to se potem tudi odraža v teh anketah in trenutno beležimo skoraj 70% podporo rabi jedrske energije za proizvodnjo električne energije. Tako da tudi z tega stališča. Več raziskav, te vzorci so reprezentativni, več raziskav praktično daje praktično identične rezultate. Zadnji vzorec na to temo je objavil časopis Dnevnik v začetku tega tedna in tudi tam se rezultati praktično sopadajo s tistim, kar imamo mi naše meritve.